Pozdravljeni! Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing, prispevek, kjer si ogledamo še vse tiste zanimive podatke pred začetkom same velike nagrade São Paula. Tudi tokrat bo naš zadnji brifing razdeljen na 3 dele. Najprej si bomo ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo na sprintu in predvsem na kvalifikacijah za nedeljsko veliko nagrado. Nato v drugem delu bomo skušali razumeti ritem in seveda ogledali si bomo še kakšno zanimivost iz področja telemetrije. Na koncu vam bom predstavil moje osebno videnje glede možnih strategij. A začnimo s sprintom. Zmagal je Lando Norris, za njim Andrea Kimi Antonelli, na 3. mestu George Russell. Lahko bi dejali, da tu nobenih večjih presenečenj, ampak odstop Oskarja Piastrija zagotovo je. Oskar Piastri je napravil napako. V ovinku Curva do Sol je zapeljal na tisti mokri del proge prav pri robniku in odneslo ga je točno tja v tisto zaščitno ograjo. Nič kaj takega, bi lahko rekli, če se ne bi nekaj podobnega zgodilo že davnega leta 2003. Takrat še na veliki nagradi Brazilije. To je tista dirka, kjer je Giancarlo Fisichella zmagal približno teden dni po zaključku dirke, ki je hkrati zadnja zmaga za Jordan in Ford do tega trenutka, ampak mnogi navdušenci se verjetno spomnijo, koliko bolidov je bilo parkiranih prav za tistim zidom pri Curva do Sol. In ja, proga Joseja Carlosa Pacea ima ovinke z lastnimi imeni. Imenovati Curva do Sol 3. ovinek pomeni samo, da tisti, ki tako imenuje to točko na progi, v bistvu ne pozna Formule 1, kot običaj. A vrnimo se k dogajanju. Praktično Oskar Piastri je napravil napako, ampak nekako bi moral predvideti, da po deževju, ki je bilo prisotno, je tisti del proge tako spolzek, da skoraj zagotovo bo zletel iz proge. Namreč tam smo videli, da je v zidu končal Piastri, Hülkenberg ter Colapinto. In zakaj prihaja do takšnih incidentov na znameniti progi Interlagos? Ker se iz štartno-ciljne ravnine proga skozi Ers do Sena spušča v Curva do Sol. In praktično v tistem levem ovinku je močvirnato zemljišče pod samo progo preveč napojeno z vodo, da bi drenaža delovala. In to pomeni, da tam, karkoli naredijo organizatorji, se bo voda nabirala. In to je znano dejstvo. Nekaj, kar je Piastri spregledal in zato izgubil v primerjavi z Norrisom kar precejšnje število točk. Seveda, drugo mesto za Andreo Kimija Antonellija lepa vzpodbuda, ampak gre za sprint in ne za dirko. A rad bi poudaril nekaj. Če ste bili pozorni, ste morda opazili, da so Antonelli, Russell, Verstappen, Hadjar in Albon dirko začeli na pnevmatikah so izjemno drži. Vsi ostali na pnevmatiki medium. Sedaj so se ti vozniki nekako želeli ustaviti v samem sprintu, osebno dvomim.
Ampak v tisti rdeči zastavi zaradi incidenta, ki sem ga opisal prej, se je zgodilo nekaj zanimivega. Namreč tisti, ki so imeli pneumatiko medium, so nataknili pneumatiko soft in obrat. A vedeli smo prav pri samem Landu Norrisu, da v zaključnih fazah dirke je izgubljal proti Antonelli. Ampak Antonelli, kot da ne bi hotel izkoristiti priložnosti, kot da ne bi bil dovolj drzen. Se morda kdo spomni, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Nizozemske letos pri incidentu med Antonellijem in Leclercem? Antonelli je dejal, da od sedaj naprej ne bo več skušal prehitevati, takrat, ko ne bo prepričan, da bo šel skozi. In seveda, posledice smo lahko videli tudi tu. Voznika, ki si ne upa. Toliko o tem, kam lahko pripeljejo določene geste, ki smo jim bili priča na progi in so bile, po mojem, nepotrebne. A poglejmo si raje, kaj se je zanimivega zgodilo na samih kvalifikacijah za nedeljsko dirko. Kvalifikacije kot take so nam pa zopet v dobrem in slabem pokazale, zakaj je dirka v Braziliji enostavno nora, nepredvidljiva in seveda, kot sem že omenil, meni najljubša. Najprej se moramo ustaviti pri incidentu, ki se je zgodil na koncu sprinta. Gabriel Bortoleto je seveda doživel hujši trk. Ampak zaradi bistrega formata takšnega dirkaškega vikenda mu pri Zauberju niso bili sposobni pripraviti bolida za same kvalifikacije. Kar pomeni, da edini Brazilec na štartnem razporedu bo dirko začel iz zadnje vrste, če ne iz pit lane, odvisno od poškodb na njegovem bolidu, ker imamo izjemno bister format. Kot vam je znano, meni osebno sprint ni všeč. Tokrat smo videli, zakaj. A prvo presenečenje, ki smo ga bili deležni, je bil izpad Maxa Verstappena v Q1. Skupaj z moštvenim kolegom Yukijem Tsunodo sta imela enostavno preslab čas. In tu, kaj bi lahko dodali? Najprej to, da je bilo razvidno, kako Max Verstappen nima oprijema. Njegov Red Bull je podrsaval po progi, podobno kot tisti vozički, ki jih dobimo v nakupovalnih središčih in nimajo prevelike želje, da bi peljali naravnost. Verjetno ste tudi vi zapazili nekaj takega. Zakaj je prišlo do tega? Ker seveda na kvalifikacijah velja park permet. Torej, nastavitve, ki jih imajo na kvalifikacijah, veljajo tudi za dirko. In mogoče so se pri Red Bullu s kompromisom malce uštegli. A presenečenj še ni bilo konec. V drugem delu kvalifikacij je izpadel Lewis Hamilton. Tudi on ni bil sposoben napraviti hitrega kroga. In tu zopet bi lahko iskali vzroke ali izgovore. Dejstvo je, da smo videli Charlesa Leclerca na koncu bistveno višje. Ampak znano je tudi, da Charles Leclerc zna na kvalifikacijah pokazati nekaj let. A verjetno marsikdo je opazil, kako dober je bil Oliver Behrman v prvem, drugem in tudi na začetku tretjega dela kvalifikacij. Mnogi so že vreščali o senzaciji in so se spraševali v navednicah, kaj naj bi pojedli pri Haasu in podobne nebuloze. Verjetno takšni komentatorji ne vedo, zakaj gre pri kvalifikacijah in morda tudi ne pri Formuli E. Prvič,
Oliver Behrman je imel za razliko od ostalih en set pnevmatik sob več na zalogi. Drugič, v prvem in drugem delu kvalifikacij je bistveno, da nisi med zadnjimi petimi, kot se je zgodilo Maxu Verstappenu ali Lewisu Hamiltonu. Vse ostalo je nepomembno. Tisti, ki ima najboljši čas v Q2, v resnici nima nič. In na koncu, ko se je šlo zares, kje je končal fenomenalni Oliver Behrman, ki je imel dobre kvalifikacije, ampak nekateri so pričakovali, na primer, celo prvo štartno vrsto. Drugega kot bravo takim osebkom nimam za dodati. A vrnimo se k rezultatu. Lando Norris je dosegel pole position. Poleg njega smo videli, da pravzaprav so se zvrstili vozniki, ki so bili hitri tudi na samih kvalifikacijah za sprint. In tu velja poudariti, da Andrea Kimi Antonelli je zopet dokazal, da je dober in da mu proga Josea Carlosa Paceja tudi leži. Zopet dobre kvalifikacije za Charlesa Leclerca. In tu ne smemo pozabiti, da je Oscar Piastri tisti, ki je v zaostanku zasedel zanj sorazmerno slabo četrto mesto. Zanimivo je tudi, da že drugič na kvalifikacijah na tej progi je bil Antonelli boljši od Russella. In zopet se lahko začnemo spraševati, ali je samo zgolj slučaj, ampak sam menim, da je tu Antonelli pač pokazal, iz kakšnega testa je. Upajmo, da na dirki mu bo uspelo kaj podobnega. Kot zanimivost, v zadnjem delu kvalifikacij sta nastopila oba bolida ekipe Racing Bulls, medtem ko oba Red Bulla, kot sem že omenil, sta izpadla v prvem delu. Toliko o samih kvalifikacijah, sedaj pa nekaj minut za ritem in kakšno manjšo zanimivost iz področja telemetrije. Če si ogledamo to uradno projekcijo iz strani f1.com, bomo videli nekaj zanimivega. Imamo v bistvu dve skupini. Res je McLaren hitrejši od Red Bulla, Mercedesa in Ferrarija, ampak poglejte si, kakšen je zaostanek, kakšna je izguba časa na krog med enim in drugim, tretjim ter četrtim. Praktično bi lahko dejali, da gre za tisto področje statistične napake. V bistvu bi lahko trdili, da so vsi nekoliko poravnani in da ni večjih razlik. Vsi ostali po drugi strani so seveda v tisti drugi skupini, kjer zopet ni večjih razlik med posameznimi ekipami, obstaja samo ta, imenujemo jo stopnica, med prvimi 4 in preostalimi 6. Tako da bo zanimivo videti, kaj se bo pokazalo na dirki, kajti ritem, kot je pokazal že nekoliko sprint, ne dovoljuje, da bi nekdo pobegnil, ampak tudi tega ne, da bi lahko nekdo z lahkoto napadal. A seveda gre tu za projekcijo, ki je rezultat istega edinega prostega treninga. In smemo pozabiti na nekaj. Park Fermé, kar pomeni seveda zamrznitev nastavitev, velja od kvalifikacij z dirko in ne prej. A tu še nekaj zanimivo. Videli smo, da je bil na kvalifikacijah za sprint Aston Martin izjemno blizu Ferrariju. Tudi na samem sprintu smo morda opazili, kako se je Leclerc kar nekaj časa bil s Fernandom Alonsom. In tu je seveda primerjava med Ferrarijem in Aston Martinom po mikrosektorju.
kjer pa lahko opazimo, da za malenkost je bil Aston Martin hitrejši od Ferrarija. Ampak za malenkost na večini mikrosekund. Torej, lahko bi zopet dejali, da razumemo, zakaj je imel Leclerc toliko dela z Fernandom Alonsom. Ker je bil ta hitrejši na večini proge v primerjavi z Ferrarijem SF20. A toliko glede zanimivosti. Poglejmo si v zadnjem, tretjem delu čisto mojo osebno napoved glede strategije. Kot ponavadi v tistem skupnem srečanju pred začetkom same dirke bom še enkrat predstavil moje videnje in seveda tisto, kar bodo objavili pri Pirelliju. In v ponedeljkovem komentarju bo sledila podrobnejša analiza, kjer bom primerjal rezultate teh napovedi s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. Kot običajno tudi tokrat 3 variante. Prva in po mojem najbolj verjetna je začeti na pneumatiki soft, odpeljati približno 15 krogov in nato na pneumatiki medium dvakrat po približno 28 krogov. Videli smo pri Landu Norrisu na sprintu, da je praktično začel izgubljati dokaj zgodaj oprijem na zadnjem paru koles, kar se tiče pneumatike soft, in ni imel polnega rezervoarja. Ampak za tiste, ki nimajo takšnih težav, je možno tudi uporabiti drugo varianto. Začeti na pneumatiki soft, peljati približno 18 krogov, nato 33 na pneumatiki medium in zopet soft na približno 20 krogov. In tu velja poudariti nekaj, da bodo verjetno vodilni izbrali, vsaj po mojem videnju, tisto prvo varianto, ker jim omogoča, da bodo šli zadnji na menjavo in se bodo tako izognili gneči. Krog na progi Joseja Carlosa Paceja je kratek, zato jih bomo gledali kar 71 v primerjavi s tistimi 50, ki so običajno na urni. In seveda obstaja še zadnja varianta, ki je pa nekoliko manj verjetna, vsaj po mojem, začeti na pneumatiki medium, odpeljati 28 krogov in nato za mešanico hard 43 krogov. Seveda, videli bomo, kaj se bo zgodilo v resnici, to so le moje osebne napovedi. Ampak, kar se tiče našega zadnjega briefinga, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.